Pred vrati so dnevi, ko je v roke še večji užitek vzeti kakšno dobro knjigo in če vas zanima zgodovina, predvsem pa razmišljanja o smiselnosti vojne ter usode ljudi, imamo za vas dober predlog, ki ga boste kar hitro obdelali. Z nami je namreč gospa Irena Ferluga, avtorica knjige Spomin na spomenico. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj prinaša vaša knjiga? Dejansko lahko rečemo, da se vas osebno, zelo osebno dotika. Ja, knjiga skozi življenjsko zgodbo moje mame in njenega očeta, padlega partizana, poskuša predstaviti spomenico, ki smo jo dobili, ki jo je družina dobila potem, ko je njihov oče padel, kot najvišje priznanje, kot neko moralno zadoščenje za izgubo očeta in moža, ampak raziskovanje partizanske spomenice se je preveslo v raziskovanje vrednot takrat in danes. Časi bi lahko rekli, da so zelo podobni trenutno. Svet je v gospodarski krizi, po vsem svetu so nemiri. Res da konkretno pri nas še ne teče kri in upajmo, da bo tako tudi ostalo. Pa vendarle, ko ste omenili vrednote, so kakšne vzporednice, ste odkrili kakšne vzporednice pri pisanju knjige? Saj to je ravno tisto, ki me je najbolj pritegnilo pri tem raziskovanju, predvsem primerjava družbeno-političnih razmer v letih tik pred vojno in danes. Ker tudi danes, recimo, dogodki, ki se nam zdaj vrtijo pred očmi, so, če hočemo ali ne, zelo blizu tistim dogodkom, ki so se vrteli leta 38, 39 in 40, takrat, ko so mladi ljudje polni zanosa, polni domoljubja, odhajali v bistvu iz svojih toplih ognjišč nekam pod smreko in če razmišljamo danes o tem, si želimo, da se ta zgodovina ne bi ponovila. Sami ste novinarka. Kaj vas je najbolj presunilo pri raziskovanju zgodovine, pri raziskovanju zgodovine dejansko tudi vaše družine? V knjigi se prepletajo pravzaprav 4 zgodbe. Življenjska zgodba moje mame, ki je bila kot 10-letna deklica poslana v nemško delovno taborišče, zato ker je njen oče bil aktivist, komunist in tudi partizan. Družina je čutila te posledice. Druga zgodba je raziskovanje partizanskega delovanja mojega deda. In ko sem prišla do sodbe, s katero so ga obsodili italijanske oblasti, leta 1943, ko so ga ujeli, tega nisem mogla brati. Tretja zgodba je zgodba Janeza Stanovnika, ki mi je naklonil 2 uri pogovora in opisal družbeno-politične razmere in njegove poglede na to, zakaj je odšel v partizane. In četrta zgodba je prav tako zgodba spomeničarja, nosilca partizanske spomenice Pera Slavniča, ki še danes živi v Rušah pri Mariboru in ki ga je vojna surovo potegnila v ta vrtinec. Mladi, na primer, danes ne čutimo več ali pa si ne znamo predstavljati, kaj vojna pomeni v našem prostoru. Kako ste vi doživljali kot torej vnukinja padlega v vojni to izgubo? Ker mojega deda seveda nisem poznala, zanimalo pa me je, kaj ga je gnalo, kakšne vrednote, kaj je takrat razmišljal, sem seveda kot novinarka Večera, ki vem, da ni dobrega novinarskega prispevka brez pričevanja tistih, ki so se nekega procesa udeležili, brez prič, se podala najprej k svoji mami, s katero sem se veliko pogovarjala o vojni. Seveda dragocen vir mi je bil prav tako Janez Stanovnik in Pero Slavnič. Žal pa ugotavljam, da sem mnogo let prepozno začela raziskovati to zgodovino, ker živih prič skoraj ni več. Pa so ljudje še pripravljeni govoriti te, ki še živijo o tem? Konec koncev tudi sedanji čas ni ravno preveč naklonjen, na primer, govoru o narodno-osvobodilni vojni. Ugotavljam, da so sicer nosilci, jaz sem iskala predvsem nosilce partizanske spomenice iz leta 1941, ti so še danes redki živi, so že precej bolni, ne želijo odpirati teh starih ran, zato ker, čeprav so jih potisnili nekam v svoje najglobje kotičke spomina, ko se odpirajo stare rane, tečejo tudi solze in to se je zgodilo pri Peru Slavniču. Kar se današnjih razmer tiče, pa mislim, da
današnja mladina je prav tako podobno kot takrat pred neko prelomnico, življenjsko prelomnico, ko iščejo svojo pot skozi življenje, pa so jim mnoga vrata zaprta. To je danes problem. Ampak vse vodi na boljše, vedno znova in znova. Upajmo, da ja. Upajmo, da so se tisti gospodje, ki v foteljih odločajo o življenjih nas, majhnih ljudi, kaj naučili iz zgodovine, lahko samo upamo. Najlepša hvala. Spomin na spomenico je torej knjiga, ki jo lahko najdemo za vse tiste, ki bi radi osvežili morda spomin ali pa marsikaj izvedeli na novo. Ja, bi bila vesela branja. Predvsem pa ponuja moja knjižica razmišljanje o vrednotah znotraj vsakega samega posameznika. Kaj je tisto, kar lahko naredim dobro zase, za okolico, da pravzaprav ne škodujemo drug drugemu, ker živimo v okolju, ki je skoraj zelo škodljivo. Gospa Ferluga, najlepša hvala. Uspešno še naprej pri vašem delu, pa seveda vsem, ki se bodo knjige lotili v branje oziroma jo vzeli v branje, marsikaj verjamem, da bo tudi novega razkrila. Hvala lepa.